Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Evo, spet kompletni bi lahko rekli, ne? Končno pravzaprav, po celem mesecu. Si naj pogrešal, Jeger, ne? Sem. Jo. Res sem. Lepo, ne? Kako lepo. Smo se navajeni, pa Res je. ni pa če nekaj Ko te vem, jaz sem čist vrel bil zdaj. Kako lažeš. Kaj? Kako jaz sem že sanjala. Vredo je. Ne, ampak ja, vse je bilo fajn, nazaj priti nimaš kaj, zdaj pa spet, kot da že nismo bila na dopustu. Tako da danes zjutraj smo imeli kar nekaj zanimivih debat, tako da če ste zamudili, vabljeni, da prisluhnete, drugače pa spet jutri zjutraj, ob 5:30, predvidoma. Bobo. Razen če bo šel Jeger laufat, ker on hodi laufat, se vemo, ne. Točno, Se mu kaj zgodi, pa... Ne. Ob večerih je plan. No, se, ja, ko bo šel ob večeru. Ob večeru, ko bo večer, pa bo šel teč, to je, Ja, ne? tako je, ja. Pazi na se in na svoje kolena, Jeger, ker veš, da imaš lababa. Kak je bil vikend, kaj smo kaj delali? Jaz moram reči, mi dva smo imela tako imenovani dopust na žalostnem lejsi, ne Ema? No, jaz sem včeraj prišla nazaj, tako da... Res? Ja. Res, bravo. Ja. Do zadnjega. Tako je treba, do zadnjega. Pa tudi glede na barvo, ki jo imaš, si jo uspešno izkoristila. Hvala, vem. Dobro, se tu odpira široko polje možnosti za debato o zdravju in o... No, Vaš je, da je razmišljamo lepo. pozitivno na nazaj v tem. Dobro. Dost marmelade porablja, ali kaj si zdaj mažete? ful. Sicer sem si pol kupila še eno taki šprej. A še šprej. Ja, lepo, ker- lepo, dobro. Celo boljši. Aha, in to pogosto mažeš? Vsake pol urce, veš. Tako, Pol ko se urce, obrneš. ena stran, pol pa se vrneš. Ja, Ja. Tako je, ne, se ti tudi moraš vedno novi kos kruha namazati. Jeger, Res ne, je, se to je isto. res, ja. Jaz sem, ko sem kupoval pač to zaščitno kremo, sem dejansko tam gledal in sem videl, olej marmelada. Pa sem že držal v roki, pa sem samo tako malo za sekundo bil se ga, ne, bilo smešno, ne, da pač moški mojih let se z marmelado maže. Jeger, ti? Ja, nič, jaz sem hodil po obiskih, pa včeraj je godba igrala v Lovrencu pri Čebelarskem. To sem delal. Si igral? Ja, sem igral. Še znaš? Še. En, dva, ratata, ratata. Vabljen. Ne, sem probo, ni za mene. Res ne. Jaz sem bil na Lovrenčkih ta vikend. Res? Pohvaljen, priden. Je bila družba? Ja, jaz so. Sploh ne govori. Jaz mislim, kaj te je tam, ko smo hodili, tako cel čas sem spraševal, ok, zdaj nekaj ziher ful bo tam, ker to so trume šle. Španci, Italijani, Nemci, pa Hrvati so bili vmes, pa en kup Slovencev, jasno da ne. Jaz mislim, kaj te bo zdaj tam? Ni bilo. Pač lužice tam, ko so, ne. Zdaj, glede na to, da je bilo v soboto zvečer in da je včeraj bila nedelja, se še nam ni uspelo tako do konca pomeniti. To bo zagotovo ena od tem danes jutraj, ko pridemo skup tudi bolj na široko, večni derbi. Prvi v novi sezoni, soboto zvečer je bil Olimpija Maribor, končalo se z izidom 1:1. Glede na to, kar smo videli, pač bi kdo rekel ja, pač najbolj fair izid. Čeprav. Ja. Čeprav. In zdaj je bilo res zanimivo je opazovati pač v raznoraznih novicah, debatah, družbenih omrežjih te grafike. Ne? Na eni strani pač imaš ljudi, ki pravijo je bil offside, na drugi strani se nogometna zveza brani oziroma sodniška organizacija. Ne, da je to vse bilo pa perfektno, pa genialno. Rekel tako, glede na VAR slike in vse, kar smo videli na svetovnem prvenstvu, je to tako, kot da bi na Commodore 64 naredil, ne. Tako se mi zdi kar nekaj. Ja, ok, ker niti približno seveda nimamo toliko teh hokej kamer pa vsega. In to je, jaz se Čeprav po pravičujem. vseh slikah, pa po vseh grafikah, ki sem jih jaz videl na družbenih omrežjih, pač Ja. offside je bil, ne? Ja, seveda.
Daj, no, prosim te. Ja. Mislim, ko je tak na knap, ne, pa ne moreš, pa nekaj na silo, so vlekli črto od Bondoja, od peta, od one, pa daj, prosim, telefono. Kamera pa taka, veš, kot da bi... Kalkulator. Ja, pa koti tudi, ne, izjemni, res dobro, bravo. Še enkrat je treba Jugu čestitati, ne. On je dar, ki ne neha darovati. Kaj pa Maribor? Večji dar bo, ko bo šel v penzijo. Ja, sodniško, ne. Ja, to vse ostalo, pač mu želimo vse dobro, pa veliko zdravja. Da smo si na jasnem, da ne bi slučajno kdo, ne. Ampak joj. Da sem bil tak nervozen, veš, ko že tak si živčen, ko imaš zadnji vikend dopusta, pa te še to tak, da sem bil včeraj direkt za nikam, no moram reči, tak me je to, ampak dobro, ne, kakorkoli obrneš, Maribor je še vedno prvi na razpredelnici. Še vedno neporažen. Ja, Maribor in Celje zaenkrat še vedno ekipi, ki sta neporaženi. Celjanom seveda želimo vse dobro zdaj v teh tekmah play-offa za Ligo prvakov. Res so daleč prišli letos in držimo pesti, da pridejo do konca. To bi bilo seveda genialno, ampak... Ne, Ema, čiri, vse bo. Ne vem, nisem gledala. Ja, ne, če si včeraj iz morja komaj prišla, se nisi mogla, se doli, ne vleče. Kaki internet napad. V Srčah, če bi zdaj se menili, kak je David Guetta, ne, natančno mikso, recimo, ne, to bi... Dobro, to bi vedela, ja. To bi vedela. Tako da, ne, nič, kaj češ, gremo dalje, se še pridejo, se še pridejo. Še bo, brez skrbi. Popukli. Ampak kakorkoli obrneš, vseeno smo lahko zadovoljni, ker je Maribor šampion. Katastrofa. In smo spet na začetku, Jeger, tak je to. Što je bila zdaj žalitev? Ko imaš prvi dan po dopustu v službi, pa gre en mimo okna v mornarski majici. Da te spomni, da je bilo še pred 3 dnevi fajn. Drugače pa 2 podopustniški opažanji na brzino. Okay. Nič ne rabimo komentirati, samo se zamislite, ali drži ali ne, oziroma ne bo to zgodba v glavi. Dobro. Prvo, definitivno so Čehi najslabši šoferi. In drugo, redko kje je tako žalostna atmosfera kot na trajektu nazaj. Ja. Ampak ni takoj žalostno, ker najprej so ljudje gori veseli, da so gor prišli v tej gužvi. Pa samo vidiš, prav slišiš, kak pada. Joj, kam gremo, ko se zaveš. Ne? Ja. Še malo pa bo morje za hrbtom. Tak pa če. Za mnoge je konec dopusta, ne bi kazali na očitno. Ja. Hitra jutranja debata. Pozabljene poletne obljube samemu sebi. To je mogoče tudi tak ideja, ko pridete v pisarno, ali pa seveda, da malo podebatiramo tudi v SMS-ih na 051 220 220. Tak da, pozabljene poletne obljube samemu sebi. Katera je tvoja, Ema, katera je tvoja, na tem seznamu Jeger, pa ne lažita se. Ok, pač moja, da bom naredila CPP med poletjem. Okay. Smo predstavljeni na konec leta. Pač enkrat. Ne, nismo rekli katerega, pač konec leta. Ja, točno, mogoče nas je. Ok, redo. Ja. Jeger. Ja, da bom športno bolj aktiven. Da bom hodil vsaki večer laufat, ko se bo zmračilo, pa bo temperatura padla. Bicikla nisem vzel za štendera že 1 mesec po moje, ali pa še celo kaj več, tako da slabo. Ampak pred poletjem sem bil pa ful. Res, ja, poznal se ti ful. Ampak ni to nekaj, meni je tako smešno, pa zdaj se verjamem, da so taki športni navdušenci zunaj, ki tudi na dopustu, ampak ko jih vidiš, ko na dopustu grejo z novimi teniski, ko se oblečejo, oni laufajo. Izjutraj s kruhom celi zlimajo. Ko bi ti vedel. Tudi to je bilo, na dopustu sem se odločil, hodil v jutro laufat. In prvo jutro, ko smo se zbudili... Zakaj, če drugače ne? Zakaj? Vse drugače tudi, ampak imel sem se zraven, prvo jutro se zbudimo, zgodaj sem se zbudil. Dobro, ajde, dajmo izkoristiti, dan sem šel laufat. In sem res laufat. Bravo. Drugič sem šel laufat, pa sem prišel tak, mislim, da sem naredil 1,5 km,
Pa, veš, ko naredil, smo ga obrniti. Tretjič sem pa šel laufat, ampak sem bil tako malo poznan, pa prej, ko sem se že oblekel, je prišla Nela in rekla, joj samo po kruh idi. Šel dol, sem kupil kruh, prišel nazaj gor, sem rekel, dajmo pojesti zajtrk, pa gremo na plažo. Tako da sem šel v popolni tekaški opremi, samo kruh kupiti. Lepo, ne? Dovolj je, da te je nekdo videl, pa si mislil, da ga buti. Drugače se je naredil koraka, zdaj pa on tukaj laufa in zdaj on to bo vsem pokazal, kak je on športen. Pa vseeno nam je, razumeš, vseeno. Glej. Laufaš, tvoja stvar, samo nas je afnari. Nisem se afnaril. Jeger. Ja. Dobro, ja, reda. Lepo. Ja, moje so praktično skoraj vse povezane s prehrano. Zabljene poletne obljube. Pa se je začelo pri igru doma na njegovem dvorišču v Rušah. Festival. Ja. Nekdo narobe razumel. Nismo tako, malo vseeno stvari zadržimo zase. Ja. Tako da ne, ravno to, kar se vse doma pri komu dogaja, zdaj o tem vse razlagamo. Ja. Čeprav bi imeli kaj zapovedati. Ampak dajmo pustiti to v strani. Res, ja. Zakaj bi? Letni Oderuše, izjemno popularen avgustovski festival, ki ponuja eno, oziroma ima enega od najlepših prizorišč, ki so tam zunaj, ali pa v Sloveniji nasploh in širše, gledališče pod goroj, v bistvu med pohorskimi smerekami. Res je, taki lepi kamniti amfiteater, naravn, zelo lepo. Z eno prav posebno energijo, lahko povem, torej tudi če si med obiskovalci ali pa kot nastopajoči vsi zelo radi pridejo tja. Ja. In jasno, mi smo veseli, sploh zaradi Jegra, ker je pač zdaj tam kot maskota. V bistvu, čeprav sem to zloženko prelistal, na eni sliki nisi. Hvala Bogu. Slabo. Kaj slabo, na srečo. V sredo 19. augusta bo tam ob 8. komedija, oziroma kot so rekli, zelo črna komedija. Mama je umrla 2krat, kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuš. Tonetova predstava, ki govori o, mislim, v bistvu gre za črno komedijo o dedovanju. Močno zavarovanje skleneš, pa... Ja, ali pa najprej prvič tako mrež, da vidiš, kako se pol obnaša tvoj dedič. Da vidiš svoj pogreb, pa rečeš pola, pa greš spremeniti oporoko v celoti. Ali je pravkar tako izven etra pred novicami padel en izziv oziroma ena naloga za tebe, Jeger, da boš moral naslednje poletje spraviti Emo na Triglav? Ja, da, Jeger. Ja, jaz bi. Ja, v redu. Ja, ampak tako veš, ti same boš slikal vmes, ne? I kamor pa malo nosa tudi. Ja, kaj? Pa rezerviral celo nadstropje, ker ona ne bo spala v sobi, ker so ostali. Lahko grem v džins hoče? Ja, lahko greš tako. Kako ne, te hodim trenerki gor. Pa na tekačih je fajn. Ja. Lepo, ja. Dobro, to bi že sambica imela gor. Sambica? Ja, me žučnega dela že zdaj. Ok, nekaj časa ni bilo, tako da jaz mislim, da je prav, da že na ta ponedeljek gremo takoj v meso. Hitra jutranja igra. Oziroma na vzkrižno preverjanje. Ema, naša študentka Ema, vidna predstavnica generacije Z, in pa Matic Jeger. Pač Matic Jeger, to hvala. Tako, ja, ni drugih pridevnikov. Ok, na vzkrižno preverjanje, malo bom preveril, koliko sta se naučila vidva drug od drugega v vseh teh mesecih, v bistvu, odkar smo skupaj. V redu? Dobro. Ok, jaz bom povedal en izraz, vidva pa bosta, ne? Na vzkrižno bo, ok. Jeger, najprej vprašam tebe. Kaj imaš, če imaš riz? Riz? Ja, s dvema zejema. Jem, pojma. Ne? Ne.
Kaj imaš, ko imaš riz? Ja, šarm, ne, in karizmo priznavali, ima taki riz. Jeger, kaj si te naučila? Ja, nič, očitno. Ok, kontra. Ema, kaj želi Jeger, ko doma vpraša, kam si dala to riglico? Ne vem, kaj hoče jest? Ja, hoče jest, ja. Pokrovka je to, Tako. ne. Ok. Kaj? Ja. Drugi, kaj delaš, Jeger, če ti reče nekdo, ja, wow, kak si pa slejal? Jeger? Čakaj, to je Škarica ne. Ja, da si bil vrhunski, da si bil najboljši, da si pocepal sceno. Pa ja, bravo, je. Ok, Ema, kaj naredi Jeger, ko opravi tako imenovani pohorski rez? Ne, Pa zakaj je tako težko? Ne vem. To pa res ful težko. Ja. Veš, kaj je pohorski ne rez? Veš, ko pri obrezovanju dreves, ne? Pohorski rez je tisti pri zemlji doli, ko samo enkrat pa vse pade. A res? Podiranje drevesa. Tako da, če ti kdo grozi s pohorskim rezom, ne, če si ne želiš biti rezana, pač po pohorsko letiš. Ok, Jeger, še zadnji ta izraz si pripravljen. Ja. Kaki si, če ti recimo Ema reče, joj, kak si pa ti delulu? Ja, to pa vem, da si malo premaknjen, zmešan, kakorkoli. Ne, Niti ne. ne, absolutno ne. Nor, Ne, norčav. Ne, Kaj pa? to pomeni, da živiš v neki iluziji. Ja, Ja. točno. Delulu, oziroma delusional je v bistvu ne skrajšeno delulu, Jeger. Ampak še vseeno vodiš. Tako? In še zadnje ima. Kaj bo delal Jeger, ko reče, da bo, evo, samo še porašplam, pa bo šlo. Pa dobro, no kaj zdaj to? Ja, kak naj skrižno vem? preverjanje. Ne veš? Ja, ne. Ok, dobro. Jeger, boš si povedal, kaj je rašpla? Je pač pila, ne? Malo bolj groba. Ne vem, če sem enkrat šla v gozd. Da bi zdaj vedela te izraze. Za motorko jo rabiš, ja, ampak reče, da je pa zdjo kaj posebej v gozdu delal, pa ne. Sploh ne, ne morem. Vidiš, kak Mislim, za je kitno jo rabiš. velik razkol je. Ja, Velik. ampak sem zmagal. Delulu si, Jeger, delulu. Ja, Delulu si. To zmago zdaj. Si delulu. Tine, dobro jutro. Dejan, Servus. dobro jutro. Dobro jutro. Hej. Dobro jutro, Jeger. Dobro, mi je Hvala. videla že. Ja, se smo se res. Kako lepo barvo ima, ne? To ti marmelada naredi. A Vem. to imaš ti tudi marmelado, torej? Ne, jaz imam pa samo smolo, da se me hitro prime. Kak ste se spočili? Noro. Noro. Da, se veš, ko prideš nazaj, pa tako po polovici že začneš razmišljati. Mogoče pa sem prehitro prišel, ali pa spet bi bilo treba iti. Ne? Ne, po polovici, to mi je zadnjič šofer na avtobusu rekel. Fertik, lušno, pa to sem rekel, ja, kaj tečemo, ne. Pa rekel, veš kaj je najhujše po dopustu, ko priješ prvi dan, tako recimo imata vidva, pa ob 11 dopoldne že pozabiš, ker je že toliko bil. Sploh bil. Ja. To je slabo, ne. Tako da čim prej pozabite, tem boljše bo, tako da. Gremo dalje. Jaz imam eno zanimivost in sicer to velja za eno največjih naključij ali pa ne. In sicer gre se o dveh ameriških predsednikih, verjetno ste že zasledili, ki Abraham Lincoln in John F. Kennedy. Lincoln je bil v kongres izvoljen 1840, Kennedy 1846, Kennedy 1946. Predsednik je postal Lincoln 1860, on je postal 1960. Pol se pa začne. Že zdaj je. Ja, ne, čakaj. Lincoln je imel tajnico, ki se je pisala Kennedy. Kennedy je imel tajnico, ki se je pisala Lincoln. Wow. Oba je pač
bek spravo en iz juga in oba naslednika od Lincolna in od Kennedyja sta bila Johnsona. Andrew Johnson je nasledil Lincolna in se rodil... Lyndon pa... In se, čakaj. Ni še? Andrew Johnson se je rodil 1808, Lyndon Johnson, ki je nasledil Kennedyja, pa se je rodil 1908. John Wilkes Booth, to je oni, ko je Lincolna, se je rodil 1839, Lee Harvey Oswald, ki bi to vemo, vsi smo gledali. Ja, vem, ne? Se je rodil 1939. Lincoln je bil streljen v teatru imenovanem Ford, oni pa se je vozil v Fordu. To je vse naštimano. Ja, kaj si hecen. No, je pa tak za, pač malo se za 5 minut se pogovarjati. Ne? To je za zamislice. Je pa res, da je pa enih par razlik, ena od teh je zagotovo ta, da po Lincolnu so poimenovali avto, po Kennedyju pa ne. Kennedy pa je dobo celo to. Vse je dobo, ne? To je Space Center, ali je to skino, kak je zdaj to? Ne, je še vedno Kennedyjev center. Je še, Zaenkrat. Ja, hvala Tine, no, to je še eno od teh teorij, ne? 17. avgust je danes, to pomeni še točno 2 tedna počitnic, pa fertik. Ja, hvala Bogu. Ja, res, ja. Pa ne, pa če mi gre na živce. Veš kaj? Pa res, ja. Moja Tamala je zadnjič ugotovila, da ni fair. Da ni fair, da imata ona pa mamica to počitnic, a ti more po službo hoditi. Res je. Zihar, da je tvoja, ker pametno gleda na svet in življenje. Naj gre vrtec počasi, pa nema v službo, da se to malo normaliziralo. Ja, ampak, glej, še malo je treba stisniti, torej 2 tedna in da hitreje mine, skrbijo naši zvezi prijateljev mladine tukaj v Mariboru in seveda vse informacije najdete na njihovi spletni strani, kjer lahko svoje otroke tudi prijavite in za danes je že rešeno, kaj pa bo jutri, tako da vidite, če je morda kaj zanimivega. Zagotovo je, Sara Irman Kolar, torej kaj planirate jutri? Ja, policisti včasih namesto avtov in motorjev zajahajo tudi policijske konje. Pogledali si bomo, kako poteka njihovo urjenje in kakšne so njihove naloge. Med 9. in 13. se bomo družili s policaji na 4 kopitih. Sicer pa 8. in 16. ura za vse tiste, ki se želite družiti v domu ustvarjalnosti mladih. No, super, evo. Viš pa spet nekaj novega zveš, ker ti policijski konji so pa res. Ja. Lepi so. Ker komadi. Ja. To ni zdaj neki Haflinger ali pa islandski poni, to so kar, ne. Rekli tak, ne, ko mi iz Pohorja, ne. Ali pa mi iz Pohorja. Vi ste že malo medvedi, vi ste še malo, kak je to. Ponedeljek, 17. avgust je, gremo skupaj v nov delovni teden, še 2 tedna počitnic, to smo ugotovili, in pa ta glavni teden festivala Letni ode Ruše. Ja, res je. Ja, če pa je res. Ja, pa še 3 tedne do mojega rojstnega dneva. 21. Daj nehaj! Kako si pa stara, ti že. Fuj, zabeg vreč. Ja, res, ja. So skupine tam zunaj, ki bi rekli, staro. Se je. Ja, ampak bo pa to zagotovo prelomnica in to velika. Vem, ja. Zdaj boš tudi mednarodno polnoletna, vse povsod. Zdaj si še recimo mladoletna, ne? Zdaj, če bi ti v Ameriki prišla, ne? Pa bi hotela naročiti kaj malo bolj resnega, ne? Pa bi ti rekli osebni dokument, pa bi rekli Nič, da grem dopust zdaj. Kam na dopust, če si prišla? Možda bi šla kupovala ful, ne, Alpo bi šla kupla. Ja, lepo, glej, super, bova z Igrom vesela takrat. Ja, valjda, ja. Ne veliko bolj kot danes, ampak malo. No, ja, vse najboljše, če slučajno takrat pozabim. In že od petka naprej teče festival Letni ode Ruše, pravzaprav na Igrovem dvorišču.
dobesedno, skoraj da. Skoraj da dobesedno. Če vas zanima, ne, kje ga lahko srečate te dni, zagotovo tam, ne? Ja, drži, ker sem bil, mislim, da čisto vse večere do zdaj, v petek se je začelo, v petek je bil Kantfest, Jure Ivanušič, potem v soboto Severa Đurin, tudi Kantfest in pa včeraj odličen koncert mariborskega benda Leonard, pa sem bil na vseh večerih. Bravo, tako kot moraš biti, ne? Škaj, zelo blizu imam, 2 minuti peš, ali še to ne. Tako da tudi domov, 2 minuti peš, 12 minut peš domov, potem imamo dobro. Ne. Važno je, da je rešeno. No, v sredo, ko se začne tudi zares na letnem odru oziroma v gledališču Podgoroj, ki je res krasen auditorij, krasno prizorišče, eno od najbolj posebnih v Sloveniji, bo tam komedija Toneta Partliča, Mama je umrla dvakrat v izvedbi kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuš, in kot smo rekli, imamo 2 vstopnici in med vsemi, ki ste poslali letni oder in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, je na zvezi in je Jeger izžrebal Dominiko. Dominika, dobro jutro. Pozdravljeni. Dobro jutro. Pozdravljeni. Dobro jutro. Pa bravo, gledaj, kaj ti si tudi laufala, tako Jeger, ko pravi, da vsako jutro laufa. Ne pravim, da vsako jutro laufa. Na morju sem imel željo vsako jutro laufa, pa ni šlo. 2 karti imamo za predstavo oziroma za črno komedijo Mama je umrla dvakrat, ki bo to sredo ob 20. na letnem odru Ruše oziroma festivalu letni oder Ruše, in ti 2 karti sta že praktično tvoj skoraj da. Eno stvar pa vseeno morava pa vseeno preveriti, Dominika, ker vemo, da je Tone Partlič eden od naših kultnih avtorjev, ne, eden od bomo rekli največjih Mariborčanov zagotovo. In zdaj ti meni povej, iz katerega njegovega kultnega dela je ta pesmica. Ko je mir, jemo samo krompir, če bomo poslušali strica, bo na mizi še prasica. To pa je iz njegovega dela. Film je bil tudi legendarni, kjer je Polde Bibič igral, ne? Pa Matjaž Partlič, pa Ivo Ban, pa gledala sem. Ja, vse to smo vsi gledali, ne? Ko je mali Tinček je rekel, zakaj se stric Vanč vozi z biciklom, da se ne vidi, da krumpa, ne? Naslov tega filma od Partliča pa je Moj oče je socialistični kulak. No, Ja. Saj vem, malo smo te presenetili, malo je to tako, ampak... Ja, je res je. Ampak veš točno, zakaj gre, ne, tako da. Absolutno, seveda, kdo to ne ve, pa bi bilo malo čudno, ne. Bi bilo res malo čudno. Dominika, evo, 2 karti, v sredo greš na to Partličevo predstavo. Super, hvala. Fajn, ja, ni, z veseljem. In ja, nič te pa, ko bo ta laufa, če boš laufala, pa boš Jegra srečala, ga lepo pozdravi, ne. Bom, sigurno se bo srečala na teku. Lep pozdrav vsem v studiu. Enako. To je zdaj še ena informacija o tem, kako se časi spreminjajo. Ti veš, kaj je CD, Ema? Ja, vem, ja. Veš? Vem. Uporabljala nisi tega nikoli. Govorimo o CD-ju, ne DVD-ju. Ne, CD ne. CD ne. Ti si CD uporabljala? Seveda. Si, ne? Sem imel tudi CD playerja, pa slušalke, pa spodje. Pa tisti pol škatlico, oziroma ko si bilo noterih dal. 30 CD-jev. Ja, taka mapa je bila album. Ja, album pravzaprav, ja. Si imel v avtu, ne, pa si odprl frt. In kaj bomo zdaj, ne? Ja. In pol preden si se kamorkoli premaknil, je šlo 10 minut, da je Ata razlistal ven, kaj se bo, ne? Na današnji dan leta 1982 so izdelali prvo komercialno zgoščenko oziroma CD, tovarni Poligram v Nemčiji, na današnji dan leta 1982. Ja. Album skupine ABBA je bil to logično, ne? The Visitors, ampak ja, leta 82. To je 44 let nazaj. Pa ne tako dosti. Ni, ne? Ne, sploh ne. Ja, no tako malo, pa tudi ni. No, kdo je že živel takrat? Ja, da on. Ja. Je že kar veliki fant.
Še ena tehnologija, ki je prišla in zginila za časa. Pa si še ti vedno tu, ne? Si videl? Ki si CD, ki te več, v bistvu, ne. Tako malo je šlo gor, 12 komadov maksimalno. Ja, ampak zanimivo, ne? Tako da samo hočem povedati, da se malo zamislimo, Ja. kak vse mineva, v bistvu, ne. Gre kar, ne? Ja, kaj, zdaj saj bi ti si še morala- vedno, ne bom ti rekel, da si stara ali pa karkoli. Ne, to je zdaj To je zdaj priložnost, da se reče, samo se vidiš, ne, pri tebi je pa drugače. Ja, pri tebi je pa drugače. To zdaj ne velja. Misliš, da več ne bo interneta? Dejan, Ana in Jeger. In to jutro.